Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Gregor, povej. Sime. Ja. Današnja oddaja bo, jaz sem imel par oddaj nazaj, oziroma pač oddajo o najvišjih vrhovih in to. In je bilo en podatek, ki ga nisem točno vedel, ker si me ti vprašal, koliko je nadmorska višina najvišjega tega otoka v Havajih. In pol sem rekel, kaj če bi naredil oddajo o otokih. Tako da je oddaja o otokih. Toliko, da se vrnemo na otok. Malo geografsko. Ja, malo. 4207 metrov je ta Mount Kea, havajski otok, visok. Tako da 10205 metrov je pa od... Okay, 6 km je pod vodo. Tako da zaradi tega, no. Zdaj pa začnimo na začetku. In največji otok je, da vidimo, če veš. Grenlandija. Tako je, pravilno. Okay. Ampak lahko bi rekel Azija. To je celina. Ne bomo zdaj pikolovski. V bistvu Euroazija. Ampak je, ko so v Sueški prekop naredila, veš, so Afriko pa Azijo ločili. Ja. No, sej, nima veze. Nima veze, no, tako da Grenlandija, čeprav mrskešen jo ne šteje med klasične otoke, ker je pač te severne krniki, pač gluposti, pač je otok. Tako da, to. Tukaj zdaj pa pridemo na naslednji otok, najmanjši otok, ne? To je pa zdaj vprašanje spet tako zelo zanimivo, ko greš malo brskat. Kaj spada pod otok? A je to že ena skala, ki ven gleda iz morja? Mora biti vsaj neki. Ja, neki mora biti. No? Okay. In v Guinnessovi knjigi za najmanjši otok na svetu se imenuje otok Bishop Rock. To je otoček približno 44 km zahodno od otoka St. Mary na otoček Sicily, pač pri Veliki Britaniji pod... In tam gor so naredili v bistvu svetilnik, ki je v bistvu je najbolj oddaljen v bistvu od Anglije in je ful velikega pomena imel ta svetilnik. In v bistvu zaradi tega je, ker ima tudi v bistvu ta svetilnik to pač, ki je že toliko znan, je pač to kao najmanjši otok na svetu. Tukaj ti lahko pokažem eno slikco, da boš videl, kako izgleda ta otok. Koliko pa ima kvadratnih metrov? To pa imava, se pravi, čakaj, 44 kilometrov, pač čist majhen je, no. Tak, pač samo svetilnik je pa kamni okoli. In pač problem je tukaj, pri temu svetilniku je problem zaradi tega, ker je skozi pač voda vse in ga skozi uničuje in ga morajo, v bistvu ful se prizadevajo, da ga skozi obnavljajo. Pa ga še obnavljajo. Še. In še vedno obratuje. Obratuje, ampak ima svoj namen ali je kaj... Mislim, trenutno... BRB not zdaj. Ne, ima svoj namen. Se pravi, še zmer svet pa kaže pot. Tako. Okay. Tako da, pač je pa, to je to. Ok, pa gremo na naslednjo stvar, najmanjši naseljeni otok. Da gremo na to, da pač živijo dejansko ljudje gor, je pa Tristan de Cunha, ki je del britanskega prekomorskega ozemlja, to je v Atlantiku tam, med Afriko pa Južno Ameriko, vmes je en tak majhen otok. Tle bi sam neki sentinelci na svojemu otočku, ki živijo. Sam ta je manj. Ta je po moje še manjši otok, ki so. Tako da to je to. To je takle otok. To ga sploh ne vidiš na sred. Res na sred. Ja, čist na sred. Tako da je ta v Guinnessovi knjigi rekordov, da je to najmanjši naseljeni otok. Tako da to. A se kaj sem, koliko ljudi pa živi tam? Pa predvidevam naseljen in ima neko infrastrukturo gor. So, koliko je, čakaj, 207 kvadratnih kilometrov, jaz pa je kar velik,
Koliko ima ljudi? Ja, no pač nekaj jih ima, ne. Ocena 264 ljudi je. Okay. Ni pač skupnost. Ja, tako. Ok. Pa imamo otoke vulkanskega izvora, to so pač te Havaji, najbolj znani so pač Havaji, zaradi tega, ker je pač tam v bistvu vsi otoki praktično so vulkanskega izvora, tako da so vulkani pa marsikateri še aktivni, tako da je kar problematično tam. Ok. Naslednja zadeva je pa nenavadno oblikovani otoki, to so pa v bistvu to, kar sva tudi nazadnje govorila, Maldivi, so pa v bistvu tam razporejeni po celmu tako. Ampak je ful zanimiv je v bistvu te Maldivi, ki sem jaz šel gledat, oni imajo skoraj cesto, pa to je kar dost povezanega med otoki narejeno, tako da prideš, da dejansko ne rabiš skoraj zmeri jet na... Ni treba plavati. Tako, ampak je pa fajn, ker je tam pač lepo, pa tako res so v takem krogu pa koralnem območju in so zanimivi otoki, taki zelo priljubljena destinacija. Pa še kot zadnjo sem pa rekel, kateri so pa, na katerih otokih so pa najbolj gostoljubni ljudje, sem šel to gledat in je po internetu, kakor sem prebral, je na Fidžiju. So kao najbolj prijazni, zelo ustrežljivi, zato tudi ljudje zelo radi kaj hodijo. Do turistov? Ja, tako, do turistov, ja. Okay. Tako da... Kaj pa do svojih ljudi? Ja, tudi najbrž. Upajmo, ne vem. Ja, jaz upam, no, tako piše na internetu, nisem še bil na Fidžiju. Okay. Tako da... Najbolj gostoljubni. Tako da... Sprav, kje se splača jeti? Kje se splača na Fidži jeti, tako da če boš imel kdaj željo jeti, preveč denarja greš lahko na Fidži, kaj bojo... Bom premislil. Ja, tako. To je pa to, kar sem naredil, sem rekel, da sem bolj na hitrco v otokih naredil. No, še vedno. Koliko imamo v Sloveniji otokov? Enega. Ja. Blejski otok. Ja. Pa včasih je bil pa... Je bila Izola. Tako. Je bila, to iz imena pride, insula je po latinski otok. Ja. Lobi, vmes imamo neke umetne, lahko rekel Ljubljanski grad, Grič. Je tudi v bistvu okrog in okrog je zdaj... Prekopali so neki, tako da je bi lahko ga, kot otok, ampak dobro, itak da ne. Ampak ja, Bled je edin tisti, s katerim se lahko pohvalimo. Bled, ja, tako. Ostalo so pa, niso otoki, pač v Sloveniji. Zanimivo, ker gledaš pa, ne vem, neko Hrvaško, ima pa otok, ko krčaš. Drugač pa, država z največ otoki, to sem pa pozabil povedati, je pa Švedska. Švedska? Švedska ima največ otokov na svetu. Koliko je? Mislim, da jih ima okrog 110, okoli tam nek 100 jurjev. 100,000? Ja. Aga? Ja, ful. A pa res vsako skalo merijo za otok tam? Ja, mislim čakaj, lahko bi pogooglil, ampak toliko. Ja. Ja, zanimivo, ne bi rekel Švedska. Prej bi rekel kakšni, ne vem, Maldivi ali pa kaj tasga. Ja, ne. Ne, samo Švedska je velika, veš, in tam je res ful otočkov. No, zanimivo, lej. Nekako, ker nisem vedel, da ima Danska, ne vem, koliko že 500 metrov visoko. 180. Da je Gobuca višji v cele Danske. Že to me je presenetilo, tako da... Zanimivo. Toliko o otokih, hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo, se zagledamo. Adijo.